To je torkovo jutro, Sandi sem z vami. Dobro jutro po lanskoletnem glasbeno-plesnem spektaklu v Hali Tivoli, s katerim je obeležila 10 let samostojne glasbene kariere, pa je danes jutrenja VIP gostja, seveda z najbolj osebnim projektom. In že komaj čakam, da ga slišimo. Z nami je Ines Erbus. Dobro jutro, Ines. Kako si? Deževno je, ampak zdaj, ki sem tebe videla, malo lepši. Joj, hvala lepa, to so to 93, tudi ti sonček si prinesla v naš studio. Ja. Tle je že tako svetlo, veš, tle se nafilamo z energijo. Ja. Kdaj je zazvonila budilka? Ob 6, grozen. Ob 6, kdaj drugače zazvoni pri Ines budilka? Pa tam je 7:30, ja, tista realna. Aha, potem zamudiš že pol mojega programa. Ja. Lej, eni morate delati, jaz pa pol večere nadoknadam. Torej si bolj večerni tip, ali kako? Ja, definitivno. Sigurno, že od mehanga, jaz sem se vedno, od mehanga, že v šoli sem se učila po noč, to so bile moje ure, nočna ptica. Nočna ptica, ja. Torej imaš mogoče kako jutranjo oziroma dopoldansko rutino? Da se zelo počasi ustanem, grem na telefon, pogledam vse stvari, če je treba kaj objaviti, pa počasi ostanem. Pa počasi. Lenarjenje v pojstli. Smem ponuditi kavico? Imam že čaj, hvala. Imaš čaj, torej kave ne piješ? Ne, ali? Sploh nikoli, ne maram okusa kave. A res? Ja, mislim, da ga nikoli ne bom marala. In vina ne. In vina? Ja. In ti priješ v vinorodne konce? Ja, meni je zelo šel. Meni je, tudi meni. Torej, kaj pa vojni jutranje kave? Še hujš. Še hujš. Ampak preživim, ajde, če ima kdo rad. No, evo, prej sem omenil lanskoletno 10. obletnico, ampak si v resnici tik pred 20. obletnico. A ni noro? Ja, Ja, mislim, koliko si bila stara? Pol -5? Hvala. Ampak ja, pri 12 sem začela v bistvu s tem, recimo, kaj bom rekla, na glasbenih odrih uradno. Tako da letos praznujem 20. obletnico in se sama sebi zdim kar stara. Kar stara, vse najboljše za 20 let. In del praznovanja je tudi tvoja novost z naslovom Sekunde. Sedaj je tudi premierno na Robinu, poj pa imam zate že prvi izziv vezan na sekunde. Opa. Ja, lej, tak naslov si izbrala. Torej, šteli bomo sekunde, še prej pa Ines Erbus. Sekunde 969. Dobro jutro. Sekunde in Ines Erbus na Robinu, Ines pa tudi v našem studiu. Dobro jutro in še enkrat komad, seveda si napisala z očetom, tako, ja. Zato ker je to cenejše, ali kako? Pa nisem tako, ampak prav pa pride. Prav pa pride. Ja. Mislim, lej, tako, mi dosti stvareva že, sodelujeva že od celo mojo kariero, v bistvu od začetka. On je tudi glasbenik, isto je mama glasbenica, tako da nekako jabolko ne pade daleč od drevesa, ali kako. No in zdaj prvič prišel čas in moment za to, da so pa dejansko kot avtorja ustvarila skupaj, kar mi je zelo, zelo všeč in so rekli, da so ok naredila, da lahko še kdaj probava. No, zelo lepo, se strinjam, absolutno še provita. No, zdaj pa se bova mal navezala na sekunde, namreč zate imam mini kviz, v katerem se boš borila s časom. Časa za odgovor imaš 10 sekund. Če ti uspe, dobiš točko, drugače ne bo točke. Dobro. Drugače bo kakšna kazen, bomo se jo še spomnili. Okay. Kakorkoli, si pripravljena? Sem. Gremo. Naštej 3 države, v katerih bi nastopila. Italija, Amerika, London, Anglija. Ok, super. Ja, malo si bila za misico primerna. Ja, London je država. Če bi imela 10 sekund, da spakiraš kovček, katerih 5 stvari bi dala nujno noter? Kopalke, brisačo, računalnik. 5 stvari? 5? A sem rekel 3? Ja. Telefon, polnilc. Bravo! Za las je šlo. Torej, neki topli kraji, če prav razumem. Ja. Okay, gremo dalje. Če bi imela 10 sekund, da rešiš svet, kaj bi naredila? Želela bi, da se imajo vsi fajn, tako da bi probala jih nasmejati in jim zapeti eno pesem, da jim polepšam dan. Katero pesem? Ja, ne, to zdaj ne šteje. Ja, to pa ne šteje. Ja, evo, povej 3 svoje skrite talente. Lahko rignem, kadar hočem. A res? Rigni! Ne, nočem zdaj. Ne, rigelna boš, ne gremo naprej. Ne, to sem samo enkrat naredila. Dost. Ok, še 2. Kaj še? Ne vem, žvižgat znam, a to skrit talent, to ni skrit talent. In še? Oponašati. In čeprav si bila sekundami na tesnem, si dokazala, da si hitra, zabavna in vedno pripravljena na izziv, tudi v zgodnjih urah.
Zate še noč, če smo prej razumeli. Exactly, bodite blagi. Tako, v nadaljevanju ena čudovita priredba, ko si bila še del druge generacije Foxy Teens, Ranjeno srce, potem pa se bova z Ines mal dotaknila njenih ljubezenskih afer. Ostanite z nami. To je dramatično. Še vedno želim, da jutro mi Ranjeno srce, Ines Erbus na Robinu in sedaj tudi v našem studiu. Dobro jutro, Ines, še enkrat. Dobro jutro. Zdaj sva mal vrgla debato na čas Foxy Teens. Ja, res je. In ne boste verjeli, naši konci so krivi, da je ona postala slavna. Zakaj? Povej. V bistvu na audiciji pred tolikimi leti sem mogla recitirati Soči. In to je bil glavni razlog, da sem jaz postala članica skupine Foxy Teens. Bravo, tako, ker je recitirala Soči, ne bom testiral, ker jaz krasnasi Bistra hči Planin, brtka v prirodni si lepoti, kot iz temnih globočin, ne vihte temne srd ne moti. Krasnasi hči Planin. Takole. Ej, ne boš verjela, SMS smo dobili, v katerem poslušalca zanima tvoje ljubezensko razmerje. Ja, jaz ponavadi to skrivam kar zase. Se mi zdi, da ni vse za javnost, pa to rada zadržim. Ali je lepo, ali ni lepo, ali je, ali ni. Okay. Pa ne bo tisto skrito, zato da imam nekaj tistega svojega. Lepo, ampak sem pa slišal, da si bila dolga leta oziroma na začetku svoje glasbene kariere zaljubljena v enega glasbenika. Kjer ga zdaj? Omarja Naberja. To pa sem bila. Omar, a je bil Omar? To je bila pa zveza, on ni vedel sicer, da sva skupaj, ampak ja, že v osnovni šoli sva začela. Kaj te je pri njemu privlačilo? Zdaj vem, kaj hočeš slišati. Ja. Enkrat sem to rekla, ampak ne vem, kaj mi je bilo. On je imel pač CD-ko takrat, ne? In na sliki je imel tako odprto srajčko in pa so tako dlačice vam pogledale. Ljubavni tepih. Tako, jaz sem bila mlada in ne vem, zakaj mi je bilo to všeč, ker zdaj mi ni. Ja, Omar, kaj praviš na to? Menda si še vedno del Mokrih sanj Ines Erbus. Ne vem, jaz si to v bistvu štejemo tako veliko čast, zaradi tega, ker zdaj je punca zelo uspešna pevka, ve, kaj dela, ve, kaj hoče, je zelo profesionalna, zraven tega je pa še bistra, pa zelo lušna. Ja, sam ljubavnega tepiha si ne smeš odstraniti, meni, da je ljubavni tepih prevlagal. To je kaj, mislil pa, da moje pesmi pa moj glas, ampak dobro. So bile krive pesmi? Seveda, Omar, I love you still. Omar, ljubavni tepih moraš obdržati. Nikoli si ga nisem odstranil, pa tudi moram nekaj popraviti povedati, nikoli ga nisem imel kaj preveč. V bistvu ga je bilo zelo malo, ampak glih toliko, da se mu lahko reče to, ne? No, evo, lih prav ga je bilo očitno. Lih prav, da je vam pogledali strajčke. Ja, tako, a je bila pesem Mamiš me napisana za Omarja? Deva se dela, da ja. Da ja, Mamiš me za Omarja. To je torkovo jutro, jutranja VIP gostja Ines Erbus nam dela družbo in dolgo nazaj, Ines, si nastopala v naših koncih, kako si se imela na Krasu v Dutovljah? Vedno dober, tukaj sem vam vedno super, ker je taka posebna publika, tako da čim prej da zrihtamo, ne, da prijem nazaj. Ja, absolutno, evo, dejte poklicati, zdaj v našem studiu, mim grede na Kras, gremo tudi nadaljevanje v Keniji, kaj bo dobrega? Na novicah? Novice, ja. In gleda Ines, sploh ne ve, kaj sem ga vprašal, Pričakujejo. Kakšno je vreme, Ines? Bo boljše. Bo boljše, ja. Res, v nadaljevanju tedna bo boljše, dan še neki lula, sicer pa, ne Ines. Ona ne, upam, da ni tako hudo, da bi ti zdaj ušlo, sicer pa od 6... Sem šla na veci prej, vse je okej, ne skrbeti. Od 6 do 13 stopinj imamo. Prometni servis Radia Robin, 080 22 55. Kmalu končamo, pa boš imela nekaj zastojev na primorski avtocesti, sicer v smeri Kopra, in pa pokvarjeno tovorno vozilo stoji še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na razcepu Nanos, zato strpno, previdno in počasi. In Ines Erbus, današnja VIP gostja. Ines, ti si bila del priljubljenega šova, Znan obraz ima svoj glas. Kako se spominjaš vseh svojih preobrazb? Meni je bilo zelo lepo, mislim, da je bila to ena taka odskočna deska. Jaz sem se šla tja dejansko zabavati in to se je pol tudi prenesel naprej in mislim, da so ljudje to začutili. In od takrat naprej mislim, da je šla moja kariera bolj navzgor. Ja, sigurno. Katera je bila recimo najtežja imitacija? Moški, ker moškega ne moreš. Mislim, da sem bila Adam Levine, pa v YMCA Unčrnc. Tako da sem si dala noter, ko sem ga imitirala tako lepo, konkretna peka nogavic v hlače in je zgledal ful dober. Dober, no, jaz imam v rokah 3 kuverte, a bi vedela, kaj je v njih.
Joj, kaj je v teh? opet ovo. Verjetno imaš kakšna imena? Imena so noter, ja. Let me check. Ja, imitacije. Koliko jih je bilo takrat? 12, 10? Ja, 12 sedno, ja. 12 imitacij, samo Kaj si? 3 sem zbral. A iste, ki sem jih že. Ja, ne vem, mogoče. Bomo še to? videli. Vrečka Bomo videli. Niti ne presenečenja. vem, če so vse iz oddaje. Evo pa kar izžrebi, katera bo. Da začniva Sem sredinsko. vesel, da si šla na sredino, prav na stavu sem jo. A si, ja? Ja. To je. Kaj boš moč imitirala v misli. nadaljevanju? Ne, tega sploh še nisem Kaj pa? v oddaji. Katera? Britney Spears, a ja moram povedati. Seveda radio smo. Da smo na radiju. Britney bo v nadaljevanju Ines Airbus. Torej, kaj si rekla, te nisi imitirala? Ne, Britney Spears nikoli nisem. Mogoče sem jo kdaj probala tako sama doma, ampak zdaj čakaj, baby one more time. A si lahko tekst Čakaj, poiščem? a polka, ja seveda si lahko poiščeš. Zdaj mene skrbi, če bo sploh kaj podobna ta imitacija. A ćemo kar končati z oddajo ali kako? Bom se potrudila. Ostanite z nami. Airbus, kada cura časti. A časti tale cura? Ja, prvo rundo ja, vse ostale pa on. Ja, tako je pravilno. Evo, 22 jih manjka do 10. Torkovo jutro v našem studiu pa v vlogi jutranje VIP gostje Ines Airbus, ki pa je zdaj pred veliko nalogo. Za nekaj minut bo postala Britney Spears. Namreč lahko smo jo spremljali v 3. sezoni šova Znan obraz ima svoj glas. In pred nekaj minutami je morala izmed 3 kuvert izbrati eno, v kateri pa je bila napisana prav Britney. Noro. In zdaj je ona In še malo glih to si povadila. izbral, ja. Sej bo, mogoče bo šlo. Zbrala si pa tisto, kar sploh nisi imitirala v oddaji. Ja, exactly, hvala lepa ti za to. Ines oziroma Britney, si pripravljena? Recimo. Baby one more time na Robinu. Oh baby, baby, To je že Ines, prisežem. oh baby, baby. Oh baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here? Oh baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you out of sight. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now, not because my loneliness is killing me. And I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Oziroma Britney Spears v živo iz studia Radia Robin. Pa Ampak to je bilo neverjetno. Moj face expression je pa tudi something, tako da... Mal noska ima Britney, ne? Ja, A ja, sem ja. prav, Malo nosnata, ja. Nosnata. Ja, evo. Ker sem švicala. In smo že na koncu dejanja današnjega jutra, kako si se imela? Odlično, hvala lepa ti. Ja, fantastično, Še pridem, dobrodošla. če me boš Pridi še, povabil. pridi, ni treba izdati komada, ti kar pridi, bomo naročili še čaja, pri nas se kava pije. Tako da smo našli en čaj čez rok, še si v redu, ne? Bova se slišala jutri, imam tvojo številko, ne skrbi. Ja. Ej, kdaj prihajaš ponovno v naše konce? Ja, v bistvu zdaj nismo kaj tukaj blizu, tako da spremljajte Instagram, najbližji smo na Vrhniki in sicer v soboto na Oberfestu, tako da naslednjič pa, ko ti povabiš na pijačo. Absolutno, danes podaj čez par minut. Imaš mogoče za študente kako popotnico, jutri se začenja nov študijski čas, obdobje. Ja, budilko ob 6 zjutraj. Točno tako. Hvala tudi tebi, lepo se imej in zdaj greš pa na Pire v center Nove Gorice. Tako je. Obožuje Pire, menda Pireji manjkajo v gostilnah. Res je in tukaj ga imate, tako da Nova Gorica, your rule. Jutranji My Casey Show.